Zima je čas regeneracije, čas počitka, a v resnici je vse prej kot to, kaj ne da. No, vsej hrano bi lahko prilagodili, da se lahko resnično podpremo in da lahko podpremo organ, ki je najbolj pomemben v tem času, in to so ledvica. Danes je v moji družbi Mateja Ulaga, lepo pozdravljena, dobrodošla. Nekaj na žlico. Nekaj na žlico, celo zimo. Celo zimo, na žlico. Pogrejemo ledvička, ne, ki rabijo toploto. Torej, to ni čas surove hrane, ni čas solat, ni čas smutijev, je čas juhic, obar, enolončnic, minešter. Toplo telo imeti, to je važno. Za ledvička. Kaj boš danes pripravila? Jaz bom kar naredila lečeno enolončnico, zato ker je hitro narejena, zelo je nasitna. In dejansko lahko mene, ženske, ki skozi rade še okrog delamo, samo vse skupaj vržemo, piskarček damo, počasi vred in smo svobodne v bistvu. In še lahko kaj drugega. To zelo paše, ne? Še perilo zraven zložimo. Sej ne bi bilo prav, ampak tako je. Mi moramo biti multipraktiki. Ja, to je res. Kako boš to pripravila? Torej, lečo bom vzela kar rdečo, ta se tudi najhitreje skuha. Odlično je, mi jo danes nismo, če se namaka, ker prejšnjem večeru damo vodo, speremo in to je to, damo že v, jaz dam kar lepo čisto vodico pripravim. Ker pri leči je tak, ne, mi smo se že danes kregala, ne, se rdeča, leča je takoj, ja ne, kako je takoj, ne, rdeča je najhitrej, ne? Najhitrej, ja. Potem je zelena. Beluga črna je neskončno dolgo se kuha, pa je pa zelena, ja. Ja, zelena je 15 nekje. Ja, najmanj po moje. Najmanj 15, tale je 10 minut, ne? 10 minut, sigurno, no. A veš, mi smo rajš, da, imamo raj, da na mal vremo, ne da ti vrez. Če bi vrel, bi bilo takoj skuhan, sam ni fajn za hrano. Počas. No, a črna je pa meni osebno najboljša in tudi najbolj priporočljiva v tem času, ker rabimo to črno energijo. Ja, to je res, to je super. Se pravi, odvisno, koliko časa imamo. Seveda. Vse, ker imamo toliko raznolikosti, se pač igramo. Sej, mi smo bolj fižolovi ljudje, ne, naši predniki so to jedli, ampak včasih treba čez planke pogledati, pa moramo tudi kakšno drugo beljakovinsko hrano, ne, si prvošati. Ja, da malo pestrosti dobimo. Ok, odlično, torej Rdeča leča, zdaj pa, da ni samo leča, sej ni samo, ker dam jaz milijon, se boš videla, začimb, ker so mi zelo pomembne, ampak dam recimo še malo korenčka, da dodam sončno barvo. Torej, nareže se korenček? Narežeš, kakor želiš, pa kakor imaš časa, lahko vržeš v multipraktik, lahko pač karkoli. Jaz dam vse skupaj kuhati. Oziroma tako je, jaz lečo, če jo pozabim namočiti prejšnji večer, jo potem prevrem, odlijem vodo in še enkrat in takrat dam tudi korenčke in vse ostalo. Tako da, evo, mi bomo dali kar takole, a ne? Lečico noter. Lečica gre noter. Tudi razmerje lahko pol, oziroma spet gremo v hladilnik, pogledamo, kaj imamo, vedno čistimo hladilnik, kar imaš, to pač dodaš. In to je to, to se pravi še korenčki, a ne? In zdaj seveda jaz brez lovorčka ne gre. Potem pa, to že vemo, a ne, alga je zelo pomembna, zato ker bo veliko lažje presnavljanje. Ker vemo, stročnice se jih glasno predeluje, a ne, tako da, če pa damo alge... Kar povej po domač, prdel ne bomo. Prdel ne bomo tok. Ok. To se pravi, algica, to je kombu alga, meni je super ta alga, tudi ker se malo skuha, je še vedno tako grizljava, ni tako sluzasta, tako da jaz potem, ker nekaj časa vrejo, vzamem ven, narežem, dodam na koncu ali jo pa izločimo. Zdaj, kakor kdo želi, ona je naredila svoje. Ampak, naše domače zadeve bi bile pa lovar, ki sva ga dejansko dali, pa kaj, kumina, ne? Kumina je kraljica, ne, začimb, tudi jaz, meni se že tako zdi, no. Potem je pa komarček bi bil super. A veš, spet naredi lažje presnavljanje. Jaz kot tako malo po občutku, a ne. Potem seveda prevzeli smo si kurkumo, ker ima toliko zdravilnih lastnosti. Pa barva bo lepa, veš, zlata. Ja, seveda. In vse to so stvari, ki jih je torej priporočljivo uživati v tem času, da grejo in da res torej podprejo ledvica. Tako, ja. Majaronček tudi. V glavnem ta leča je tudi vedno je drugač. Enkrat nimaš te volje, pa daš samo recimo timijan, drugič samo rožmarin, ali pa kar pač te potegne, kar ti zadiši, ker dejansko nas vse potegne. Če poslušamo, rečemo, danes bi pa to. Recimo, kakšen dan bom na koncu naribala limono, bo krasno, bo dvignila. Kakšen dan bom dala ingverja po zim, recimo, če bom imela z dihali problem. Tako da v bistvu vse igramo.
V kuhinji se igramo. V kuhinji bi se mogli igrati, Ja, ne? no, a tako, ja. To, da ne gremo v neke rigidne zadeve Ja, v tem škoda bi bilo, smislu. ja. Evo, je pa definitivno zima tudi čas, ko lahko odlično vrtnarite na svoji okenski polici ali pa kar na kuhinjskem pultu. O čem govorimo? Govorimo o mikrozelenju, govorimo seveda tudi o kalčkih in dajmo pogledati, kaj nam je zaupala Sanja Lončar. Ja, po zimi je v osnovi najlažje vrtnariti na kuhinjskem pultu. To pomeni, če namočim redkvice en dan in jih kalim 3 dni, 4. dan že uživamo v čudovitih kalčkih. Za lucerno tudi začetniki brez napake, v enem navadnem steklenem kozarcu v 5 dneh imamo res bogato žetev in nobena zelenjava, ki jo lahko v tem času kupimo, se še približa temu, kako bogati in vitalni so kalčki. Posebej, ker so bogati tudi z encimi. Tako da za najmanj denarja, dejansko za eno žličko semen, imamo polno skledo dobrot, ki je lahko prebavljiva in nadomesti vse tisto, kar nam ravno v tem času primanjkuje. Evo, tudi za zimo vam ponujamo brezplačen priročnik, ki je na klepetobkavi.es na voljo. Tam najdete številne recepte in seveda tudi številne tehnike, kot je tale zelo preprosta, da si dejansko kaj drugega kot zagrejamo naše ledvice. V tem času in obdobju imamo za vas pripravljen tudi en tak podporni paket, kjer dobite zraven tudi darilo, zato da boste res poskrbeli za to, da je toplota v telesu, predvsem v tem delu ledvic, ne glede na to, a imate težave z ledvicami ali pa ne. Mateja, midve sva pa že pripravljeni, kaj ne da? Midve sva pa že, vse se je to zgodilo v 10 minutah, kot si rekla. In bi poskusila? Ja, seveda. Jaz sem agice vmes ven vzela, narezala in lovorček bom še odstranila, ne? Aha, se pravi lovorček ja, gre stran. pa odstranimo in evo, pokušina. Torej, kot smo rekli, po zimi jemo na žlico Ja. fermentirane stvari in se regeneriramo. Naša ledvica ljubijo minerale in sovražijo sladkor, ki pa je v tem času zaradi vseh praznovanj premočno prisoten. Res. Tako da poskrbite tudi z mineralnimi kapljicami za podporo naših ledvic in pa črne stvari smo slišali. Tukaj je lahko izjemno dobrodejna čaga. No, v tem zimskem času pa mogoče kot zanimivost ni čas razstrupljanja, ampak je čas torej krepitve, zbiramo energijo, tako da v tem času ne gremo na nobene detokse, v tem času je celo priporočljivo, da dobimo kakšen kilogram gor, ampak ne iz naslova sladkorja, ampak iz naslova bogate polnovredne hrane, kvalitetnih maščob in ogljikovih hidratov. Evo ga, tole pa z veseljem poskusim. Aha, še Jaz ti bom ingverček. kar malo začinila, zadihala, peteršilček in seveda malo olja bi lahko dali. Malo olja bi lahko dali? Evo ga. Malo oljčka. Aha, takle eno kapelco? Ja, ker poveže lepo pa. Pač po zimi sva rekli, ne hujšamo. Ne, Na dan žličko olja si pa lahko prvošmo. To pa brez problema, vidiš, se to je ja. čas zdravih maščob. Ja, točno to. Luškana, ne? Ja, poboža. Po zimi bo takole boža, a veš, pa to imaš lahko 3 dni v hladilniku, to je skozi v redu. Ali pa čez 3 dni dodaš drugo zelenjavo, dodaš brokoli ali pa ohrot. In imaš vsak dan malo drugačno juhico. Osnova je pa beljakovina, ki jo pa rabimo, ne? Ki jo pa rabimo. Hvala lepa, Mateja Ulaga je bila danes v naši družbi in preverite še druge nasvete, kako bomo krepili ledvica. To je moto vsake zime.